25 let samostojnosti. Slovenija praznuje. Drage gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni ob velikem praznovanju srebrnega jubileja Dneva državnosti naše domovine. Vsem skupaj iskreno čestitam. Država je velik dar, treba ga je ceniti, ljubiti in negovati. Danes živimo v samostojni Sloveniji, ki je silno lepa, čista, prijazna in tudi varna, kar bi verjetno potrdilo tudi vseh 59 milijonov turistov, ki nas je obiskalo v teh 25 letih. A za vse to se imamo zahvaliti številnim odločnim, pogumnim, modrim posameznikom, ki so znali voditi, ki so znali v pravem trenutku sprejeti prave odločitve. Mednje gotovo sodijo naši gostje, predsednik prve slovenske demokratične vlade Lojze Peterle. Dober dan. Obrambni minister prve slovenske demokratične vlade Janez Janša. Dober dan. In ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik, ki je bil ob osamosvojitvi tajnik ljubljanskega nadškofa in metropolita dr. Lojzija Šuštarja. Povabili smo tudi člana predsedstva tistega časa Ivana Omana, a se je opravičil. Za začetek morda vprašanje Predsednik države Borut Pahor nam je na državni proslavi položil na srce, da nas je kot narod ohranilo zavedanje, da je med nami veliko več tistega, kar nas povezuje, kot tistega, kar nas razlikuje. To smo danes prav tako že slišali. Pa me zanima, kaj po vašem mnenju Slovence povezuje danes, v tem ključnem trenutku. Je to tisti naboj izpred 25 let, ki je še močan, je to hvaležnost ali bi še kaj dodali k temu, gospod Peterle? Jaz bi rekel, da sta tukaj dva elementa. Eden je prazničnost. Jaz sem vesel, da le praznujemo skupaj, čeprav mladi v šolah tako rekoč nič ne zvedo o tistih časih. O eni vojni prej imamo mitske razlage, o vojni za Slovenijo imamo pa ignoranco. In pravijo, da je še prezgodaj, da bi se kaj več mladim povedalo o teh časih, da je to še sveža zgodovina. Tak je pač odnos do naše lastne državnosti. Se pravi, ob tem prazničnem vidiku, ki mislim, da smo ga letos le bolj praznovali, kot pa kakšno drugo obletnico prej, bi rekel pa, ker ste rekli, kaj nas druži, kaj nas povezuje, jaz mislim, da številne Slovence danes povezuje tudi zaskrbljenost nad stanjem, v kakršnem smo, nad trendi, ki se dogajajo, in mislim, da moramo z obojim nekako živeti, predvsem pa bi rekel, najti pot iz tega. Jaz mislim, da ni svetlejšega trenutka v naši zgodovini, kot je osamosvojitev, ni močnejšega političnega izraza, in zato tudi sem cel teden govoril, da je to stvar, ki jo lahko skupaj praznujemo, to je zadeva, ki nas ne deli, nas enoti, nas povezuje in jaz upam, da nas bo tudi navdušila za tisto, kar se še ni zgodilo. Jaz boljšega navdiha, kot je duh slovenske pomladi, ne vidim. Tukaj lahko najdemo tisto, s čimer bomo šli naprej, in jaz trdim, da smo mi generacija, ki je doživela ta nasmeh zgodovine, torej dokazali smo pred 25 leti, da je možna drugačna Slovenija. In če je bila možna takrat, sem prepričan, da bo možna še kdaj in jaz si želim, da bi bilo to čim prej. Torej, kot sem dejal že prej, v zgodovini slovenskega naroda, kolikor jo pomnimo, ni nobenega drugega empirično dokazljivega trenutka enotnosti naroda, kot pa je enotnost v času osamosvojitve, ki je bila tudi, če hočete, številčno izkazana z rezultatom plebiscita. So tudi drugi sjajni dogodki v naši zgodovini, prej sem govoril o tem, ne bi to ponavljal, ampak noben od tistih dogodkov prej nikoli ni pripeljal v končnico, ko bi dejansko postali gospodar na svoji zemlji. In to je, rekel,
sveti čas, ne, to je dragocenost, to je zaklad. To je zaklad. Ne. Zdaj, kot je gospod Peterle že večkrat rekel, na plebiscit niso šli samo volivci Demosa, ne, in glasovali za samostojnost. Za samostojnost, res pa je seveda, da je Demos pripravil možnosti za to odločitev, ampak ko je bila ta odločitev na mizi, so to ljudje podprli z velikansko večino, ne, 9 od 10. 10% je še vedno tam, ne vem, 150-160 tisoč ljudi je bilo ali proti, ali pa je to bojkotiralo, kar je velika številka na volitvah, če dobiš to glasov, si že prva ali pa druga stranka ob tej udeležbi, ampak vseeno, ne, to je 9 od 10, gledajte, če gledate po svetu podobne primere, kolikor jih je pač bilo, mislim, da smo Slovenci, kar se tiče demokratičnosti in enotnosti odločitve za samostojno državo, svetav zgled. Danes je na svetu koliko, 192 mednarodno priznanih držav ali koliko. Jaz se ne spomnim nobene, ker bi se na tako demokratičen in s tako večino, ne, lahko ne samo pripadniki naroda, ampak tudi tisti, ki so imeli takrat tukaj stalno bivališče, odločili o tem, ali želijo živeti v samostojni državi ali ne. In tudi ta pripravljenost braniti to odločitev, ne, ki je bila mogoče malo manj enotna kot rezultat plebiscita, ampak vendarle ta enotnost je omogočila, da smo se mi zoperstavili neki vojaški sili, za katero so vsi verjeli, da bo prevladala in so že vnaprej poročali, da je prevladala. In gledajte, ne biti sposoben črpati iz te zakladnice, iz tega vrednostnega središča, je rekel nekaj, čemur sociologi pravijo upravljanje z državo ali pa skupnostjo v nasprotju z vrednostnim središčem. In to, če se to dogaja, država ali pa narod zaide v krizo, vsaka skupnost zaide v krizo, če se upravlja nasprotju z svojim jedrom, z svojim vrednostnim bistvom. To niso številke, to ni ekonomija, to je tisto, kar je to identiteta. Ne? Identiteta je pa to, kar čutiš, da si in to tudi želiš biti. Ne? To upravljanje z državo v nasprotju s tem vrednostnim središčem povzroča krize oziroma je, rekel, prababica številnih drugih kriz, ki jih danes za vsako stvar že uporabljamo to besedo. In tega se je pač treba zavedati. Tega se je treba zavedati, no, dokler te zavesti ne bo. Toliko časa bomo pač na mnogih področjih tavali. Dosegli smo zelo veliko v teh 25 letih. Zelo veliko priložnosti je bilo pa izgubljenih. In večina teh izgubljenih priložnostih, vzroki za te izgubljene priložnosti v glavnem tičijo v tem, da zanemarjamo to zakladnico, ki jo Slovenci imamo končno po vsej tej strašni ceni, ki je bila plačana tudi z krvjo 10 tisočev v naši zgodovini. In glejte, 25 let, zdaj, ne glede na to, kdo je predsednik, poslušamo o tem, da moramo biti enotni. Zdaj bi tukaj ponovil besede gospoda škofa Jamnika prej iz pridige pri Maši, ki je dejal, eno so besede, drugo so pa dejanja. Ne? Štejejo pa dejanja. Ne? Poslušamo to 25 let, ampak v celotni državi nimamo nobenega osrednjega spomenika slovenski osamosvojitvi. V sredo so v Velenju dan državnosti praznovali na Titovem trgu. Si predstavljate ta paradoks. In tam so plapolale zastave, za katere smo mislili, da so pred 25 leti šle v zgodovino. Zadnjo smo spustili z droga, simbolično. In tukaj že na prvi pogled pač nekaj ne štima. In vsakega predsednika vlade, vsakega, ki ima neko odgovornost v državi, je treba vedno, ko govori o enotnosti, je treba postaviti ta vprašanja. Drži, to so pravi pozivi, to je pravi apel,
prave besede, a kje so pa dejanja? Še mrtvih iz prejšnjih stoletij nismo pokopali. Ne? In mnoge, kot je bilo prej rečeno, mnoge lažne pravljice, lažni miti se skušajo nasilno, sicer neuspešno dolgoročno, ampak vendarle je to škodovanje, nasilno se skušajo vriniti na mesto tega vrednostnega središča. Tudi ob tej 25. obletnici smo poslušali razne govore o tem, kako smo slovensko državo dobili že leta 1943. Zdaj, če bi nam to povedali pred 25 leti, ne bi delali še ene. No. Slišali smo zadnjič gor na Koroškem, na Poljani, kako je bilo vse narejeno s tako imenovanim narodno-osvobodilnim bojem, da smo se takrat osvobodili in osamosvojitev je bil samo naslednji korak. Glejte, se to ne izgovarjajo neki polpismeni ljudje, to izgovarjajo ljudje, ki pač vplivajo na slovensko javno mnenje. Ne? In zaradi tega je tukaj, bom rekel, še marsikaj za postoriti. No? Bi pa ob koncu rekel to, da v teh zadnjih tednih sem jaz v Sloveniji na nekaj 10 slovesnostih posvečenih 25. rojstnemu dnevu slovenske države. In povsod je bilo veselo. Ljudje so tja prišli iz veselja, ne iz obveznosti. Torek ali dan prej smo bili v Poljanah pri Škofji Loki. Je bila taka proslava, cel kraj je bil tam, od dojenčkov do najstarejših. In imeli smo slovesnost pod lipo, ki je bila zasajena pred 26 leti. Vsako leto merijo obseg in so ponosni. Tisto drevo je 3-krat večje od tele neblagoslovljene lipe, ne? Od lipe, ki ni slišala blagoslova še po 25 letih, ne? In hira tam zraven grobnice tako imenovanih narodnih herojev. Ne? Tam lipa ne bo uspevala. Ne? Tam ni zemlja, ki združuje. Ne? Tam je okolje, ki ločuje. Ne? In uspešno nihče ne more, tam nobena živa stvar ne more rasti iz prepira, iz krvi, iz genocida. Ne? Nazaj je treba postaviti, zagotoviti okolje tam na trgu, kjer je bila prvotno posajena in potrebno je blagosloviti tako, da bo slišala lipa in da bodo slišali Slovenci. Na kratko, gospod Škof, še vaš pogled na to, kaj nas povezuje danes. Ja, gledajte, ko sem teh mesecih, letih, posebej pa zadnjih mesecih, ko se to gradivo pripravljalo, intervjuji so bili ne zaradi mene, ampak ker sem bil tajnik nadškofa Šuštarja, tukaj sta bila vlade, tako da, ampak vseeno zame je bilo to bolj pomembno, kot si doktorati v Angliji, prvič. Pa sem pa rekel, kako bi to svetopisansko lahko primerjal, pa so mi Korejci dali eno idejo, ker imamo eno konferenco v avgustu. Veste, da je tam Severna Koreja eno samo taborišče, komunistno. Gospod Janše kar omenja večkrat, da bi nekateri naši morda bili kakšen tam za preseliti, ampak dobro, bomo videli. A bodo sami šli, ja. A se so že šli, ja, ampak so jih vozili dobro zastražene. Veste, pa bomo imeli konferenco in bo prvi del, odlomek, ko bo imel kardinal Andrew Young, ki je svetovalec papeža Frančiška, papež je predvsem nagnal tiste peteline razne in dobil pravo ekipo. Evangeljski odlomek bo Gora Tabor. Bog nam je dal Goro Tabor, so rekli Korejci, da jih je papež obiskal, da imajo krščanstvo, laiki so ga prinesli in zato zaupamo, da bo tudi v Kalvariji križa trpljenja sledi velikonočno jutro. In gledajte, Bog nam je tudi, pa sem pa rekel, točno to ne. Gora Tabor je bila pred 25 leti, 26. junija, pa ne znam tisti dan prej in potem,
Kot Jezus nas je peljal, apostole je peljal na goro Tabor, Petra, Andreja, Jakoba, da so doživeli bližino lepota Boga, kar tam bi želelo stati. Tako lepo je bilo. Pa je rekel Jezus, ne, fantje, gremo. Realnost. Tako je tudi v naši zgodovini. Gora Tabor je bila to. Zakaj? Da vseh možnih potikanih, ne vem čem, kaj vse načkov doživljal. Marsikašna stvar bo šla z njim v grob, ker nočemo niti govoriti, kako hude stvari, manipulacije, še potem, leta 3, 4, 95, pred 90, prisluškovali smo vse naredili, vohune take in drugačne, uniči so ga hoteli, ampak načkov je bil pokončen. Torej, gora Tabor pomeni doživetje bližine Boga, milostnega trenutka, doživeti bližnje in potem lahko tudi danes v takih in drugačnih težkih trenutkih zaupamo, dobro zmaga nad slabim, luč vedno zmaga nad temo, ljubezen vedno zmaga nad sovraštvom. In to goro Tabor želim, da nosimo v sebi. Škofje, duhovni, kristjani, politiki, drugi, mi tukaj. In če so sence teme, pa danes tudi malo grmine, se nimamo kaj jeziti na temo, prižgimo lučko, rekel ta gore, pa bo tema zginila. Torej, mislim, da je tudi srečanje danes na gora Tabor, vsaj zame. Jaz ga tako doživljam v tele družbi, kot pred 25 leti. Gospod Peter ima še vse lase, vidim vedno mlajši, midva sva z gospodom Janezom že malo zgubila, ampak kakorkoli že, mislim, da je to tudi en svet trenutek. Veste, gora Tabor je tudi, ko se dva poročita, ko veste, to je to, ta je ta. Ko se nekdo odloči za samostan, ko se nekdo odloči za duhovništvo, ko se nekdo odloči za samsko življenje, tudi lahko. To je gora Tabor, ko notranje spoznaš, to je to. Potem je pa napor, težke stvari, konflikti, hude stvari. Če so to, pomeni, da smo na pravi poti. In umetno življenje je, da se iz tega nekaj naučimo in da postajamo vedno bolj modri, ponižni, iskreni in blizu drugim. In zaključni stavek, tistim je rekel nadškof Šuštar večkrat, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Stvari, ki so nam lahke, pa tudi stvari, ki so včasih peklensko težke. Glede, tej dvorani je bilo taborišče. Meni je eden razlagal, ki je bil rešen osebno. Ležali so dobesedno trupla drug ob drugim. Niso vedeli, kdo bo umrl, kdo bo uničen tamle ubit pred obzidjem pokopališča, kdo bo v Kočevskem rogu. To je bilo na tisoče ljudi je šlo preko tega. Zato, veste, je bilo zame ponižujoče, primitivno, da pride nekdo v Kočevski rog 8. julija, pa zganja populizem, pa zganja en teater, pragmatizem, cinizem. To ne gre, to ne gre. Pa ne, da bi bil, nadškof je rekel, pejmo, enotnost potrebujemo, zato je šel, ker je vedel, moramo, jaz sem glih takrat tajnik postal, sej so bili taki, ampak dajmo narediti enotnost, je težki časi, so volitve, plebiscit je bil napovedan, vse drugo, ampak nekateri so to izrabljali do konca. Ampak če imamo v sebi goro Tabor, lepega, dobrega, potem bomo tudi v takih situacijah, zelo, zelo težkih, osebnem, družbenem, političnem življenju, cerkvenem življenju, vedno zaupali, kot je rekel Dostojevski, da lepota odrešuje svet. In ta lepota se mi zdi, da je danes tukaj med nami v tej dvorani. Hvala lepa. Gospod Peterle, navdušenje ob razglasitvi samostojnosti je bilo precejšnje. Tudi iz tujine so se nekateri zato vrnili domov. Danes je slika drugačna. Nekateri spet zapuščajo Slovenijo. Kam se je izgubila po vaše ta ljubezen do domovine? Namreč ne gre danes za to, da bi komu stregli po življenju in da bi zato moral oditi, kot so doživeli predniki, tudi udeležence v te današnje okrogle mize.
Razlog je povsem ekonomski, ampak posledice bomo čutili verjetno še kar nekaj časa vsi skupaj. Hvala tudi za to vprašanje, ampak preden ko odgovorim, bi rad nekaj rekel, da se gospodu škofu Jamniku pozna, da je bil v službi pri nadškofu Šuštarju. To je bil kompliment. In bom še nekaj rekel, ker se je toliko govorilo te dni o Švici. Če bi malo bolj poslušali doktorja Šuštarja, bi bili veliko bliže Švici. Zdaj pa k temu, kaj se je zgodilo, kaj je sledilo tistemu enkratnemu nepozabnemu svetlemu trenutku. Naj še sam povem, glede Slovencev, ki so živeli takrat, doživeli ta dan zunaj meja države. V Avstriji so pričakovali 80.000 beguncev in so tudi svojo vojsko in policijo uredili tako, da bi bila temu kos. Ampak iz Avstrije in od drugod je prišlo več ljudi pomagati Sloveniji v težkem trenutku, kot jo je pa zapustilo. Tako da teh 80.000 se ni zgodilo. Hvala Bogu in jaz se spomnim, kako je takrat bilo. Glejte, jaz imam zelo preprost odgovor na vaše vprašanje. Mi smo prevzeli državo z -8% padanjem gospodarstva tisto leto, ko smo prevzeli izvršilno oblast in prevzeli tudi odgovornost za operativno izvedbo osamosvojitve. To je bilo na vladi, ki je pripravila tudi vse osamosvojitvene zakone. V 2 letih, potem ko smo mi zaključili svoj del zgodbe, smo imeli že gospodarsko rast. Leta 1993 smo imeli 3% gospodarsko rast in potem je od 3 do 5% trajalo to več kot 12 let. Takrat ni noben govoril, da je krivo osamosvojitev, da je kriva demokracija ali da je kaj narobe z našo evropsko perspektivo. V tem času, ko potem slovenska pomlad ni imela več večine, ni mogla vplivati na smer in dinamiko procesa, ki ga je zastavila in z njim dala razvojni zagon Sloveniji. Mi smo takrat čutili drugačno Slovenijo in veliko stvari, za katere ni časa zdaj, da bi jih popisoval, so kazale na to drugačno Slovenijo. Tudi gospodarstvo se je izredno hitro prilagodilo novi situaciji, prevzelo zahodne poslovne, ekološke in druge standarde in se je začelo, bi rekel, hitro pobirati. In k enotnosti, če dovolite, bi še nekaj rekel. Takrat smo enotnost razumeli drugače. Danes zgleda, kot da je bila najprej enotnost, pa potem demos. Stvari niso take, ne. Najprej so bile sanje, ljudstvo se nikoli ne zgodi kar samo, kar 2 milijona čez noč za nekaj. Nekdo mora priti in mora razsvetliti temo, mora nakazati smer, mora pokazati alternativo. In to je velika stvar demosa, da je prišel z razumljivo alternativo, z projektom, ki so ga ljudje razumeli in podprli. Ampak dokler je bila to samo projekt zmagovitega demosa, tega še nismo mogli imenovati nacionalni projekt. Ko pa je ta projekt, in se z Janezom Janšo strinjam, da brez demosa sveda ne bilo plebiscita, ko pa so naši ljudje to potrdili na plebiscitu s takim rezultatom, od takrat naprej pa lahko govorimo o nacionalnem in skupnem projektu. Ampak to še zmeraj ne pomeni politične enotnosti. Mi smo doživljali nepojmljiva dejstva nasprotovanja po plebiscitu. Ne bom šel zdaj v to, kaj vse. Skratka, mi smo takrat dali zagon, jaz bi rekel, duh osamosvojitve je deloval, ampak potem so se začele v ozadju ali spodaj ali kakorkoli temu rečemo, so se začeli procesi, ki jim na kratko lahko rečemo restauracija. Začele so se uveljavljati nazaj stari koncepti, metode, razne družbe, ali pa jaz rečem temu preživetje dogovorne ekonomije. Danes poslušamo
populistične glasove proti kapitalizmu. Veste, če bi imeli mi kapitalizem, bi bilo pri nas drugače. Jaz trdim, da ga nimamo. Mi imamo eno mešanico starih zgodb oziroma dogovorne ekonomije ali tovariške ekonomije in delno sprejetih evropskih standardov na področju socialno-tržne ekonomije. In tudi ne moreš imeti socialno-tržne ekonomije, če ti ne deluje pravna država, če se ljudje ne čutijo enaki pred zakonom, če imaš selektivno sodstvo, ki ga je posebej doživel Janez Janša, pa ga zdaj doživlja tudi Tone Krkovič. Torej, če imaš tako pojmovano pravno državo, ne moreš biti enak pred zakonom, pa tudi ne v podjetništvu. To je povsem jasno. Torej, mi smo v ZOS-u, bom rekel po domače, zato, ker se je zgodil odmik od tega, kar smo postavljali na začetku slovenske demokracije in samostojnosti. Zato pravim, da ko se bomo vrnili k izhodiščem, ki smo jih takrat postavili, bo v Sloveniji spet drugače. In ko so mene vprašali te dni, kaj si želim, ob 25-letnici sem rekel, več otrok, pa manj tatov. Gospod Janša, gospod Peterle je že nakazal smer, v katero želim z naslednjim vprašanjem. Med ljudmi je največ razočaranja, verjetno tudi zato, ker so sodni mlini pri najhujših plenilcih v tej državi odpovedali, mali človek pa mora nasprotno dobro in pošteno plačati in predvsem pravočasno plačati svoj dolg do države. Če vas zdaj malce izzovem z naslednjim stavkom, celo Milan Kučan zaznava, da ima Slovenija strukturne probleme in da ni videti, da bi bila politična elita odločena spopasti se z njimi. No, glejte, teh sofizmov smo se naposlušali v zadnjih 25 letih. Zdaj, običajno treba stvar vzeti glih obratno, kot je rečeno, ko prihaja iz teh logov. Ne gre samo za to, da pač sodni mlini delajo selektivno in zadenejo samo ene in da je tem problem, jaz mislim, da je problem pri tistih, ki vrtijo te sodne mline, v bistvu bi pa morali sedeti tam v sodnih dvoranah na obtožnih klopeh. Ampak danes nismo zbrali zaradi tega, dejstvo je, da ima takšno stanje posledice. Zdaj, ob tem veselju, ki ga delimo 25. rojstnem dnevu samostojne Slovenije, kar nekaj pelina. Mislim, da je najbolj grenko za nas, ki smo glasovali za to državo, jo gradili in tudi branili dejstvo, da zdaj iz te države po 25 letih vsako leto odide 10 do 15 tisoč mladih, pa se o tem praktično nič ne govori. Slovenski mediji so včerajšnji proslavi prelili bistveno več črnila kot o tem krutem dejstvu. Pol generacije, številčno gledano, ki se rodi, odide. Vsako leto v glavnem mladi šolani ljudje. Hkrati imamo v proračunu za letošnje leto 135 milijonov evrov za tako imenovano integracijo migrantov iz islamskih držav. Predstavljate si 25 let takšne poti in sliko Slovenije po tem. Vseh teh 25 letih pa recimo Slovenija ni bila sposobna, čeprav smo to dvakrat predlagali tudi formalno, spraviti skupaj enega resnega finančnega fonda za repatriacijo tistih Slovencev, ki so morali, proti svoji volji zapustiti Slovenijo v prejšnjem stoletju. Prej sem srečal v predverju družino, mogoče še do tukaj, ki je prišla iz Argentine pred 10 leti z 12 otroki. Zdaj, to je v tej situaciji nekaj takega kot en bister gorski potok, ki se zlije v eno že malo počasno in kalno reko. Čim več tega. Prej smo govorili o prispevkih izseljenstva Slovenije v svetu k temu, da smo postavili to slovensko zgradbo in da jo vzdržujemo in tako naprej. Ta pomoč je potrebna še naprej.
Ta pomoč je potrebna še naprej, tako in drugače. Nenazadnje, prej sem videl tukaj gospo Bajukovo, pa brata od Andreja Bajuka. Glejte, zamejstvo je dalo, oziroma izseljenstvo je dalo predsednika vlade v tej zgodovini, ki je sicer predsednik vlade samo 6 mesecev in si je tisto našo vlado takrat pribijalo na križ. Mislim tako, da to nima primerjave v zgodovini. Ampak tistih 6 mesecev Bajukove vlade v letu 2000 je odpravilo strukturni zaostanek pri približevanju Slovenije Evropski uniji. In zato nikoli zato nikoli nihče ni rekel tej vladi in dr. Bajuku hvala. Nikoli. V teh, bom rekel, 16 letih, ki so minilo takrat. Dr. Bajuk je bil kasneje tudi daleč najuspešnejši finančni minister v zgodovini Slovenije. Marsikaj, kar je danes bolje, kot bi sicer bilo, je tudi rezultat njegovega dela. Standard v Sloveniji se je v mandatu 2004-2008 realno, ne nominalno, popravil za 24%. Toliko so zrasle realne plače in pokojnine so se usklajevale s temi plačami. Nikoli prej, nikoli kasneje, seveda takšnega, bom rekel, skrbnega ravnanja z nacionalnimi financami in nacionalnim bogatstvom ni bilo. Prej Lojze omenjal tisti šok, ki ga tudi danes noben ne omenja, ki smo ga bili deležni ravno v času osamosvajanja in se mu reče visoka inflacija, finančna nestabilnost, situacija, ko ste morali, če ste v Sloveniji dobivali plačo po dinarjih, ste plačo dobili zjutraj, ste morali do 12 to že zamenjati v marke, drugače ste izgubili 20%. Ni se to dogajalo samo v Nemčiji v 30 letih, pa mogoče kdaj tudi v Argentini, ki je drugo, to se je dogajalo tudi pri nas v Sloveniji. In tudi to situacijo takrat Demosova vlada dobila v roke in se je s to spopadala in samo z uvedbo naše lastne valute, ob osamosvojitvi. Samo z uvedbo, z eno politično odločitvijo, je inflacija, ki je bila nekaj 100% točk, padla na 30. Se je zmanjšala za nekajkrat, samo s tem, ko smo uvedli, kot so rekli, tisti nič vreden papir. Zdaj, pred dnevi smo eno drugo politično odločitev lahko spremljali in jo seveda obžalujemo, ko so volivci Velike Britanije z eno samo politično odločitvijo v eni sekundi spremenili tečaj svoje valute, funta, ki je padel za 10% in nacionalna blagajna, nacionalno bogatstvo Velike Britanije se je skrčilo za nekaj 100 milijard evrov in so padli pod Francijo po, bom rekel, gospodarski moči. Torej, o tem, kako je, bom rekel, Demosova vlada z uvedbo lastne valute rešila tudi slovensko gospodarstvo, ne boste slišali niti vrstice zapisane nikjer, tudi zdaj ne ob 25. obletnici. To je, bom rekel, strogo prepovedana tema. Jaz nosim v denarnici, nimam sicer sabo tukaj, en bankovc iz tistih časov. Bankovc za 10 milijard dinarjev. Si predstavljate, toliko ničel je gor, da so morali povečati format. Toliko ničel je gor, da so morali povečati format. Če bi bilo to v evrih, bi v enem samem bankovcu držali proračun celotne države. Takšna je bila inflacija. In to se je tudi presekalo z osamosvojitvijo, in tega kot da ni. Danes pravijo, da se je prej živelo bolje. Danes tisti, ki so plačevali z milijardnimi bankovci, nekateri pravijo, da se je prej živelo bolje. Saj nekateri so res, ker smo vsi drugi delali zanje. Če se pohecamo, so bili pa vsaj milijonarji. Milijarderji. Hvala lepa, gospod Janša.
Gospod Peterle, slovenska pomlad je termin, ki izhaja ravno iz časov osamosvojitve. Dolgo časa je pomenil ta termin eno pozitivno energijo, pogum, veselje, optimizem, srčnost, odgovornost, vztrajnost, sodelovanje in še marsikaj. Z leti se mi zdi, da se je ta termin uporabljal vse manj, zadnje dni se je že skoraj da zdelo, da bo utihnil, a danes dokazujete, da upanje umre zadnje ali kako. Moram vas vprašati, kako ste doživljali te dni in vendarle rezultat, ki ga vidimo danes. Jaz ostajam pri tej osnovni oceni, da je slovenska pomlad, ki jo je v političnem smislu poosebljal Demos, čeprav k pomladi štejemo še veliko več, ampak jaz poudarjam politični vidik zato, ker ravno zaradi zmage Demosa smo lahko sanje končno prelili v resničnost. Če ne bi zmagal Demos, se mi danes ne bi veliko spominjali kakšnega srebrnega jubileja. Zato tudi tako jasno govorimo o enotnosti. Ključna stvar je, da je bil Demos enoten, da je bilo 6 strank enotnih v tem programu in da smo potem dobili tudi plebiscitarno podporo za to. Danes je enotnost ena zadeva, ki pomeni tudi izgovor za nedelo. Vlada, ki ima svoje procente in svoje ministre in večino v parlamentu, bi morala speljati stvari, ne se pa zgovarjati, da ni enotnosti. Nikjer na svetu ne delajo vladnih zadev z vse splošno ljudsko enotnostjo, ampak odgovorne vlade speljajo zadeve, nekateri tudi v manjšinski sestavi. No in mi smo takrat, smo imeli tako rekoč samo dobrih ali slabih 55%. Imeli smo nedemokratično varovalko v skupščinskem sistemu, v katerem so bili 3 zbori in en zbor ni bil izbran na podlagi splošne volilne pravice in tako naprej. En je bil narejen drugače, da ne rečem izbran drugače, in tam mi nismo imeli večine in tam so se dogajale blokade oziroma glasovanje v drugi smeri, da smo jih morali potem včasih z veliko zamudo zaradi proceduralnih odločevanj preglasovati. To o tem je že prej gospod Janša govoril. In zdaj tole razkorak s tistim časom je seveda postal velik. Mislim, da je normalno, da v politiki se lahko zgodijo tudi kakšna različna vrednotenja, pa so kakšne napačne predpostavke, pa so kakšne nepotrebne besede in tako naprej. Tudi tam se je to zgodilo, ampak jaz sem že v prvi knjigi Nasmeh zgodovine rekel, osamosvojitev je tako svetla zadeva, da je ne more nobena zadeva, je ne more načeti in mi dva bova lahko še bolj različna, mogoče. Ampak to, kar sva delala skupaj, je zame sveta zadeva in zato bom z Janezom Janšem, ne glede na to, koliko se z njim strinjam, praznoval, dokler bom pri zavesti in z vsemi tistimi, s katerimi Hvala lepa. In z vsemi tistimi, ki so za. Na en problem sem prej že upozoril. Torej, 2 letom pomladne vlade je sledilo 12 let neke druge vlade, ker so imele prevlado tako zvane stranke komunističnega porekla in so bile od prve Drnovškove pa še par potem so bile tako zvane mešane vlade. Ampak mi v tej situaciji smo kakšno stvar še preprečili, nismo mogli pa glavne smeri, bi rekel, določati iz manjšinske pozicije. Seveda bi si jaz želel, da slovenska pomlad zmaga ponovno, da naredi tisto, česar še ni bilo mogoče narediti. Jaz govorim tudi o tem, da rabimo tudi mi eno kritično samorefleksijo, kako smo delali teh 25 let, predvsem pa tisti, ki se štejejo k slovenski pomladi, bi rekel, mislim, da so odgovorni, da se vprašajo, kako tej državi pomagati naprej.
Moj recept tukaj je zelo preprost in je vam več ali manj tudi znan. Jaz pravim, če bi delali tako, kot smo delali takrat, pred 26 leti, ko se je Demos zbiral, če bi delali na širini, na jasnosti programa, na zmagi koalicije, mislim, da bi mogoče prišli v boljše čase. Ampak zdajle je praznični čas in rekel bi bilo preveč, da bi šel zdaj v razdelavo natančno. Jaz nisem zdaj predsednik stranke, Janez je predsednik ene od njih, pa imamo še kakšne druge predsednike, pa imamo stranke v nastajanju in tako naprej, imamo ljudi, ki so takrat zastavili vse. Jaz bi predlagal en temeljit pogovor med temi, ki še čutijo dolžnost, da se v pomladnem duhu v Sloveniji še kaj zgodi. Naj se zmenijo za cilje, jaz bom z veseljem svoje prispeval v vlogi, v kateri zdaj sem, pa z izkušnjo, kakršno imam. Ko se zmenimo za cilje, za program, pa se zmenimo pa tudi, kako bomo to stvar speljali. Meni je v tem smislu doslej nekaj manjkalo, ampak jaz mislim, da je prilika seveda povsem odprta, da se to še zgodi in jaz bi si želel modrosti, korajže, vizije in tudi ene take pomladne medsebojnosti, da bilo to mogoče. Hvala. Kaj pa vi, gospod Janša, včeraj ste dejali, da so temelji dovolj trdni, da ne bo ogroženo bivanje v tej hiši. Je slovenska pomlad hiša, ki še stoji, še nudi zavetje, ali potrebuje nove temelje, jo je z leti morda že nekoliko načela vlaga, ali še to je v hiši dovolj prostora za več strank, ali pravite, da je v dvojčku oziroma trojčku težko najti sožitje? No, glede, slovenska pomlad ni hiša, ne? Hiša je slovenska država. Ne? Slovenska pomlad je popularno ime za vrednostno središče, ki je omogočilo, da je ta hiša sploh nastala. In ta naziv zame pač ni vezan ne na posamične stranke, ne na posamične osebnosti, ampak zadevo samo bistvo tega nacionalnega zaklada, ki ga imamo. Ne? In drži tudi to, da si ga noben nima pravice lastiti od vseh, ne? Od vseh, ki so ga gradili, ali pa od vseh, tudi če ga niso gradili, pa zdaj verjamejo vanga. Sicer ne moramo govoriti o nekem vrednostnem središču. In tako se je slovenska pomlad na začetku tudi razumela. Ne. Sej, ta beseda je nastala prej, ne. Tega si nisem izmišljal ne jaz, ne Lojze, niti Tone Kuntner, ne, ki je napisal knjigo, ampak je to ljudska govorica, kot običajno pri takšnih stvareh sama izrekla. Tone Kuntner je včeraj prebral stavke Ivana Borštnerja, ko je prišel, ko smo prišli iz Roške, z tistega sojenja leta 1988, in je rekel, Ivan Borštner je s temi stavki sprožil slovensko pomlad. Ne? In jaz se strinjam s tem. Čeprav je najbolj jasno je povedal tisto, kar so čutile množice, ki jih on pač ni videl, ker smo bili pač v samici in smo to lahko samo čutili. Ampak temu vrenju in vsemu temu, kar je sledilo, je ime slovenska pomlad dala ljudska govorica. Jaz ne vem, kdo je to prvi uporabil, po moje nihče ne ve. Pa tudi že prej v slovenski zgodovini so bile razne majniške pa pomladne deklaracije in tako naprej. No, ampak ta čas je dobil poimenovanje in to poimenovanje in te vrednote, ki so se takrat stkale, predvsem na osnovi varovanja človekovih pravic, so bile na razpolago vsem. Demos je rekel, ta vrednostni sistem tega urenja vključil v svoj politični program. Lahko bi ga pa tudi vsi ostali. 7 ali 8 strank se je s tem poenotilo, nekatere se pač niso, so podpisovale temeljno listino. Potem se je šlo s tem na volitve in tako se je ta pojem nekako, mogoče to ni prava beseda, spolitiziral.
Ampak gledajte, ta zakladnica je na voljo vsem. Kdor hoče, je lahko stranka Slovenske pomladi, če verjame v te vrednote. In to Slovenska pomlad je pač več kot neka dnevna politika. Je samo bistvo tega, kar nas je iz naroda pretvorilo v nacijo. In tega se je treba zavedati, ker če se tega ne zavedaš, dobro, tisti, ki na neki drugi politični paradigmi utripa, izvira iz nečesa drugega, tudi dobi pač takšno in drugačno podporo. Z razno medijsko manipulacijo se lahko ta podpora tudi močno okrepi. Ampak za tiste, ki pa verjamejo v te vrednote, je pa to še posebej pomembno, da tudi skušajo delovati v skladu s tem. Kot pravijo sociologi, da upravljajo s tem, kar imajo v rokah, v skladu s temi vrednotami, ker če ne, zaidemo v krizo. Pred nekaj leti, mogoče ni to trenutek, da smo zelo konkretni, ampak vendarle, gledajte, predsednik Slovenske ljudske stranke Radovan Žerjav je po nekem zborovanju, ko smo rekli Slovenska pomlad, ponovno prihaja na slovenske ulice in mesta, dal v kamero izjavo naslednji dan, da se on s tem ne strinja, da je zanj slovenska pomlad mrtva in da so zdaj pač drugi časi, da se tega duha ne da obuditi. Slovenska pomlad je še vedno živa, ob teh slovesnostih se to še posebej vidi. Žal pa stranka, ki je bila takrat žrtev teh besed, ni več v slovenskem parlamentu. Ker volivci se očitno s tem niso strinjali in so ostali doma. Naš problem ali pa rezultat tega, ubijanja slovenske pomladi ali pa upravljanja z državo v nasprotju z vrednostnim središčem, je tudi v tem, da to seveda bistvo ne more spremeniti, lahko pa stvari zamegljuje in to povzroča apatijo. Apatijo. Na zadnjih volitvah 50% ljudi v samostojni Sloveniji, potem ko smo končno gospodar na svoji zemlji, ko nas ne odločajo ne v Beogradu, ne na Dunaju, ne v Rimu, in si upamo, da odkot tudi ostalo, ne gre volit, ne uporabi tega inštrumenta, ki smo ga končno dobili. Pa pravijo, ja, sej se ne da nič spremeniti. Če ne boš poskušal, se seveda ne bo nič spremenilo. Včeraj je monsignor Franci Petrič na zelo lepi slovesnosti in maši za domovino na Polževem rekel, ne iti volit je greh. Nekaj tacga za kristjana, ki se zaveda svoje odgovornosti. To je jasna beseda, ki jaz pozdravljam, ker dejansko nimaš pravice jamrati, če ne uporabiš tega inštrumenta. Je pa tega polno. Pa še en stavek je izrekel, ki ga on tudi citiral, ne vem, če ga kdaj objavil. Rekel je, tisti, ki pravijo, vsi so glih, podpirajo slabe. Politiki so vsi glih, to slišimo, pa zato ne gremo v volce, ni nobene izbire. Vete, to je glih tako, kot če se vi odpravite na tržnico, vidite tam pri neki branjevki košaro jabolk, pol je gnilih, pol je dobrih, pa rečete, vse so glih. Vi niste s tem povzdignili dobre, vi ste povzdignili slabe, gnila jabolka. In s tem ste tudi dokazali, da niste sposobni niti jabolk kupiti na tržnici, da se niste sposobni odločiti. In to je tudi tisto, kar je prej škof Jamnik govoril, treba se znati odločiti. Tudi če je odločitev slaba, je čas boljša kot ne. Najslabše je ostati doma, ne iti volit, ne uporabiti te moči, ki jo vsak ima. Jaz imam en glas, Lojze ima en glas, Tone ima en glas, tudi Milan Kučan ima sam en glas na koncu. Ne glede na to, koliko odloča sem, če bi vsi odločali, če bi se vsi opredeljevali tako, kot se mora, je bila Slovenija drugačna. Bi bila pomladna in to, neprisilno pomladna. Ker, kot sem dejal že prej, jaz mislim, bom zelo skrčil to misel, gledajte, ali mislite, da bi, kot eni pravijo, zdaj parkrat so bili ti predlogi, ta lipa, skozi smo pri tej lipi,
naj se vendarle blagoslovi. Ne. Pa je bilo slišati, vem, ko je bila enkrat razprava v tem odboru za proslave, ja, saj več kot polovica Slovencev pa tega ne bi razumela, pa to bi bilo nasilje, pa cerkev je ločena od države in tako naprej. Ali res mislite, da bi kakšen človek dobre volje, dobromisleč prebivalec te države ta blagoslov te lipe vzel za zlo? Nihče, mislim, da nihče, mogoče nekaj, bom rekel, posebnežev, ne, ki povsod obstajajo, ampak velikanska večina ljudi bi to sprejela kot nekaj dobrega, ker je to nekaj dobrega, ne glede na to, ali so verni ali niso verni. Ne. Ampak se tega ne ponudi, ne. Tega ne ponudi, ne naredi se tega, ne naredimo takšnih stvari, ki bile splošno sprejete in ravno zato, ker bile splošno sprejete, ne, so nevarne, se pač ne naredijo. Ne. Tako da, gledajte, te stvari je potrebno vedeti, no, in tudi ob tej 25. obletnici, bom rekel, še enkrat ponovil, jaz smatram, da je Slovenska hiša zidana na skali, drugače sploh ne bi obstala, ne, ta temelj je bil ohranjen, ti vogelni kamni so bili postavljeni, streha je dana, to je pač treba čuvati, v tej hiši je dovolj prostora tudi za vse razlike, absolutno, ne, pod pogojem seveda, da se zavedamo, da je pa čuvanje te hiše naša skupna dolžnost. Da ko gre za hišo, ko gre za temelje, ko gre za vogelne kamne, ko gre za bom rekel, varnost te hiše pred poplavami, tukaj smo pa vsi poklicani, da jo varujemo. Ne more eden reči, to mene ne zanima. Ne. Ker če se to dogaja, potem je seveda to ogroženo, ampak jaz mislim, da smo mi še daleč od tega in to veselje, ki je prevevalo Slovenijo, ne glede na to, kako se je to kazalo prek ekranov ali pa naslovnih časopisov. Jaz moram reči, da sem vesel, da nič tega nisem slišal, nič tega nisem bral. Bil sem vsak večer na, rekel, kakem veselem dogodku, marsikaj od tega, tudi tega, kar sprašujete, je šlo mimo mene. Rekli so mi, ta je to rekel, on je to rekel, ne vem, mogoče on kdaj kasneje to pogledal pa prebral, ampak jaz nisem želel ukvariti tega veselega vzdušja, ki sem ga po 25 letih v Sloveniji ponovno začutil, ne, in ne, gospod Kuntner je bil na veliko teh prireditev z mano. Zdelo se mi je, kot da tisti stihi iz te knjige Slovenska pomlad ne živijo pred mano. In to je bil zame vesel čas. Hvala lepa. Gospod škof Anton Jamnik, ob koncu še vaša sklepna misel, tako ob robu morda teh besed, ki so bile izrečene strani drugih dveh gostov, kot tudi morda, kako spodbuditi slovenskega človeka, da se bo zavedal vrednosti lastne države. Veliko potujete po svetu, veliko se srečujete z ljudmi, ki v svojih državah nimajo te sreče, da bi živeli v miru in vsaj nekem blagostanju. Veliko je zatiranih, recimo spomnim se vašega potovanja po Koreji in tako naprej. Kako torej pokazati slovenskemu človeku luč? Ja, gledajte, tako velika moža, predsednik vlade, predsednik vlade tudi prej, minister v času samosvajanja, so toliko imenitnih, lepih stvari povedala, da mislim, da je ogromno razlogov za to, da zaupamo v dobro, lepo in da smo na pravi poti. Načkov je rekel, če so ovire, smo na pravi poti. Strela pa vedno udarijo vrhove, ne pa v tisto šavje, ki nekaj raste. Ne? Druga zadeva, vidim je v tem, da bi beseda držala. Glede, maja meseca bi v tej hiši predsednik vlade Republike Slovenije Miro Cerar, pred dijaki in profesori, 200 jih je bilo, ki so ga vprašali, škofijska strela. Gospod predsednik vlade, ali boste spoštovali kot ustavni pravnik odločbo ustavnega sodišča, da so zasebne šole financirane 100%, ker je to po ustavi določeno. In je predvsem rekel, potrudil se bom, naredil bom vse, kar je mogoče, da bomo spoštovali in da bo ta ustavna odločba čim prej uresničena.
No, petek je bilo pa eno snemanje za danes, obzorje duha, pa ga je voditeljica vprašala, gospod oddaje, ne jaz, ampak Kocijančičeva, gospod predsednik, kako je z spoštovanjem ustavne odločbe? Jaz sem kar čakal, kaj neki bo. Pa rekel, ja, veste, so pa različna mnenja, interesi. Ja, ampak ustavna odločba, Matiček, pardon, no. Ja, to je zame problem, ne? Pravna, spoštovati to, potem civilna družba, pogledajte družinski zakonik, Aleš Princ pa drugi so se povezali, kakšna panika je bila. V moderni demokraciji se civilno družbo podpira, omogoča, ne pa da je sovražnik ali pa podaljšana roka sistema, kot je bila. To je drugi postulat. Tretji postulat je pa pluralnost. Poglejte, meni, veste, ne vem, ab se jokal, ab se jezil, jezice ni vredno, ab se smejal. Imamo par zasebnih šol, osnovne 4, katoliško 1, pa Montessori, mečkano v Mariboru, pa druge, ko so še tele Valdorska, 0,2%. Albanija, Tajvan, Kitajska ima več. In kaj je bilo? V parlamentu slišimo neumnosti, zasebno šolstvo bo prevzelo in uničilo javno šolstvo. Jaz sem enega srečal na ulici, sem rekel, a te ni sram, ker ga poznam iz teh, ja, tako so rekli, tako moramo govoriti, tako je naročeno. Sem rekel, a imaš glavo in nimaš, a te ni sram. A veste, to mi je, bolje Bogu neko zasebno zdravstvo, čist malo, so vsi panični. Pri medijih se pojavi 24, panični, da je pa konc sveta. Ognišče, da ne rečem, da bi pa financirali, podpirali, ja kje pa? Pluralnost pomeni demokracijo. To je zame skrb, kar je pa skrb v Sloveniji in Evropi. Gospod Peterle odlično to pozna, ker je v Bruslu tudi gospod Janša, ki je svetovljan, hodi kot predsednik vlade, ko je bilo predsedovanje Evropski skupnosti in tako. To širino je prav doma. Veste, za Evropo je nevarno dvoje. Križanec, kot je rekel gospod Peterle, med marksizmom in liberalizmom. To je, veste, en čuden križanc enega marksizma, pa najslabšega od liberalizma. Kaj je pa pri liberalizmu? Gledajte, cerkve v zahodni Evropi so še bolj prazne kot vzhodni. Ko se srečujem škofi iz Španije, Portugalske, da ne govorimo o Irski, Nizozemski, Belgiji, pa tam. Zakaj? Ker je prevladala logika ugodja imeti namesto biti in 3 bolezni so ključne za Slovenijo in Evropo in se imamo kaj na druge jeziti. Prvič, Evropa ni bila pripravljena priznati, da izvira iz krščanskih korenin in to zapisati v preambulo. Zdaj se pa jezimo, kaj se dogaja. Šumanova Evropa je to. Sem bil pri njegovi hiši, bral, postopek za beatifikacijo je. Evropa ni postala samo na podlagi ekonomskega interesu, zaradi miru, spoštovanje pravic, demokracije, tega. In 3 bolezni so, ki so križanec marksizma in liberalizma, povsod se pojavlja in obe ideologiji svirata iz razsvetljenstva, pa ne bom zdaj imel filozofskega predavanja, raj ustvarimo na zemlji lahko sami, z imeti s polnimi trebuhi. Zato polne trbuhe tudi v Sloveniji, vidimo, kdo jih polni. Če imaš to, potem imaš množico, množica ne bo apatična, potem se krasno z njimi manipulira in zgodi se mehki despotizem. To pa pomeni soft varianta manipulacije z ljudmi. Zato rabimo zdrave pameti. In 3 stvari, ki so pa tako ključne za Slovenijo in Evropo, je pa demografska praznina, duhovna pa etična. To so 3 strahovite bolezni. Demografsko, če nas ni, bodo prišli drugi. Muslimane so Francozi vabili 6-7 milijonov sami. Nemci isto, rabijo jih. Demografska praznina pomeni izumrtje. In zato prihaja Azija, to prihaja Kitajska.
Zdaj se bo en škof iz Indije pride jutri 1.300.000 jih je že. Do leta 2020 jih bo 1,5 milijarde, pravijo. Ja, Evropa je starostni dom, oprostite, no vi ste mladi. Demografska, duhovna, temelje izbrišmo, grški humanizem, krščanske korenine, rimsko pravo, kje je to? Kje so trije griči? Kje? Veste, sami sebe uničujemo s tem. Ko si režemo korenine, ko pozabljamo, zanikamo korenine, to drevo, ta lipa, ne v Sloveniji, ne v Evropi, ne more rasti. In etična manipulacija na vseh področjih, etična praznina pa pomeni, kar ti paše, kar ti ugaja, kar ti koristi, kar je, to je dobro in prav. Da se pa ne bomo pobili, pa spremimo nekaj zakonov. Družbena pogodba, Hobbes je že rekel, človek je človeku volk, danes je pa isto, sem da je malo več orožja, pa tega, in spremimo neke dogovore, zakone, zato je ogromno zakonov o liberalizmu, ogromno, ker nihče nikomur več ne verjame. Pa še te zakone, v Evropi se recimo spoštuje, pri nas pa še tega ne, vsaj delno bolj spoštuje. Tem vidim sam 3 hude bolezni Evrope in Slovenije. In če se ne bomo vrnili, v teh zadnjih mesecih veliko beremo o teh evropskih koreninah, zaradi sebe tudi. Pa Anglija, pa one stvari. Ja, zgodilo se je, pa pravijo, župan Londonu, so mi pač meni sporočili, da pa konec sveta, ki je župan Londonu musliman. Zakaj? Tam je več mošej kot crkva. Zakaj? Ker imajo po 10 otrok, Angleži pa ne. Veste, in je župan in pravi v Bruslu, vsak čas tam, ne vem, pa v Franciji, južna itak čisto muslimanska. Zakaj? Ja, ta ugodje, udobje, praznina, to človeka uničuje. Vse so še drugi vidiki zadaj, ampak hočem povedati to, gledajte, mi lahko nekaj, kako pa spremeniti, jaz moram sebi začeti, to kot Tone Jamnik, cerkev na Slovenske kot katoliška cerkev, najprej škofje se moramo spreobrniti. Papež je rekel, antibiotike za kardinale je dal letos, ne, lani, proti boleznim napuha, karierizma, zvišenosti, pa da je nekdo mahnen na denar. Je rekel kardinal Stela. Najbolj to ljudje zamerijo, da je nekdo aroganten pa pohlepen. A je tako? Če smo taki, in prav imate, da ste kritični. Pa karierizem, vlečke in razni tingli-tongli in papež Frančišek je veliko že na tem področju naredil. Torej tukaj duhovniki in vsi kristjani, kot ste rekli, najbolj nevarna je apatija, pasivnost, Václav Havel pravi fatalizem, vdanost v usodo, saj se ne da nič spremeniti, tako hudo je na svetu. To ni res. To, da smo tukaj, je znamenje, da se lahko kaj spremeni in da je na tem svetu, v tem trenutku, milostni čas, ko lahko nekaj naredimo. Iskreno to mislim in začeti moram pri sebi. Hvala lepa vsem 3 gostom za udeležbo, tako škofu Antonu Jamniku, kot predsedniku SDS Janezu Janši, kot tudi evropskemu poslancu Lojzetu Peterletu. Hvala tudi vam, vsi obiskovalci tukaj v dvorani in pa poslušalkam in poslušalcem pred radijskimi sprejemniki. Pogovor sem vodila Tanja Dominko, za tehnično plat je poskrbel Marko Zupan. Bodi zdrava, domovina pa kličemo vsi skupaj.